Lep pozdrav na Gospodarski zbornici Slovenije z Ministrstvom visokošolske znanosti in tehnologijo. Zdaj ne lahko še uporabljamo ta naziv, glede tega ministrstva ni več, ampak dobro je kakorkoli, z Direktoratom za informacijsko družbo. Kako smo se dogovorili, da bo informativni dan o skladu ali kakorkoli razpisu CIP tukaj Gospodarske zbornice Slovenije. Glede na stanje v Sloveniji, glede na te možne vire razvoja, tako se nam zdi, ti viri izredno koristni in tudi za tega industrije toliko bolj potrebne. Kot ste videli iz programa, smo poskušali tudi pokazati tudi te praktične izkušnje pri prijavi na te sklade. Pa sam vzorc, izvoli beseda je tvoja. Program CIP, danes bomo predstavili drugi steber programa CIP, to je program Konkurenčnost in inovacije Evropske komisije za podporo politikam na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Ta drugi steber omogoča podporo različnim deležnikom pri razvoju, predvsem pa tudi uvajanju in uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij na način, da ima vsako leto en letni razpis, kjer se prijavitelji, ki se morajo v okviru konzorcija organizirati in prijaviti projekt, prijavijo, dobijo sredstva za izvedbo projekta, ki so tipično od 2 do 3 let in naredijo nek projekt, ki je v kontekstu uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij v produktih in storitvah, ki se nanašajo na teme in prioritete, ki jih v vsakem letu ta program določi. Tipično so te prioritete z področja e-vključenosti, e-uprave, e-izobraževanja, digitalne knjižnice, uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij na področju učinkovite rabe energije, okolja in podobnih storitev. To je približno na kratko, kaj program CIP omogoča. Za slovenske deležnike to pomeni, da se lahko vključijo v mednarodne konzorcije, ki prijavijo in potem, če so pozitivno ocenjeni, tudi dobijo projekt, ga izvedejo, s tem dobijo neke reference, neko partnerstvo v kontekstu vseevropskih e-storitev, ki jih potem lahko uporabijo ali v nadaljnjih projektih, ali pa tudi v normalnem poslovanju z partnerji, ki jih spoznajo.